še zadnje bogoslužje v letu 2021. Želim se vsem zahvaliti, ki ste nas zvesto spremljali na spletnih bogoslužjih. Hvala Bogu za vse, kar je storil v tem letu, tudi preko spletnih bogoslužij skozi svojo besedo. Pišite nam svoje doživetja, kaj ste doživeli skozi pridige, skozi molitve, kar je Bog storil v vašem življenju. Kaj podeliti, pridigati zadnjo nedeljo v letu 2021? Če se ozremo nazaj, je bilo leto še vedno zaznamovano s covidom. Nekateri so preživeli težko obliko covida. Nekateri se prav zdaj bojujejo s covidom. Nekateri smo izgubili svoje bližnje. Ne moremo spregledati tudi dejstva, da je bilo to leto velikih razprav glede cepiva, za ali proti. Pokazalo se je, kako ranljivi smo kot družba, kako hitro se lahko razdelimo in postanemo drug drugemu čez noč sovražniki. To je najslabše, kar se lahko zgodi, ko rabimo pomoč drug drugega, da postanemo nasprotniki. Kaj je upanje, izhod, rešitev v letu 2022? Sigurno ne različna mišljenja, ki jih seveda imamo, toda ne smejo nas razdeliti. Rešitev tudi ni v različnih napovedih vedeževalcev, ki so vse bolj popularni. Želim, da spregovorimo o slogi, edinosti, ki prinašata mir in veselje kljub težkim okoliščinam. V bistvu, veliko govorimo o slogi, edinosti. Toda večje vprašanje je, kako to doseči, uresničiti v praksi. Jaz verujem, da potrebujemo Božjo pomoč. In ne samo, da verujem, velikokrat sem doživel, kljub mojemu trudu, moči, prizadevanju, da v nekaterih okoliščinah ni bilo dovolj. Smo se pripravljeni ponižati in iskati pomoč od Boga. Poglejmo Sveto pismo. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Prepirljivost, prazno slavohlepje sta smrtna sovražnika edinosti. Naš problem je velikokrat, da ne cenimo dovolj sebe ali pa da se precenjujemo. Isto se dogaja tudi do drugih ljudi. Ene mogoče podcenjujemo in jih imamo za manj vredne, druge pa povzdigujemo višave in nam postanejo pravi idoli. To pa je temelj za prepirljivost in prazno slavohlepje. Božja beseda nam odkriva, da je pogoj za edinost ponižnost. Kaj je ponižnost? Je pravilen odnos do samega sebe, do drugih in do Boga. Vsak človek je vreden in pomemben, da se mu posvetimo in prisluhnemo. Le tako lahko gradimo edinost, slogo med ljudmi. Potem je še tukaj odnos do Boga. Zakaj do Boga? Sveto pismo nam zelo jasno govori, da ima Bog načrt za naše življenje.
Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa. Bog je ta, ki v našem življenju želi delati dobre stvari. Božji načrt je odrešitev človeštva. Zato se je Jezus tudi rodil na tem svetu. Zato smo včeraj praznovali njegovo rojstvo. Poleg odrešitve pa Bog želi delovati v našem življenju, nas oblikovati in uporabljati za dobre stvari, za blagoslov drug drugemu. Radikalna sprememba Pavla, ko se je srečal z Jezusom, je njega, nekdanjega farizeja, polnega ponosa, pripravila do tega, da se je odpovedal domišljavosti, se je prepustil Kristusu in z njegovo pomočjo nadaljeval drugo življenje. Pred srečanjem z Jezusom je v svoji sebičnosti, ponosu naredil mnogo zla, preganjal ljudi, ki so sledili Jezusu. Spoznal je, da ima Bog za njega boljši načrt. Pozival je k Jezusu, k slogi, miru in veselju. Spoznal je, da je prava bratska skupnost Kristusu vir veselja. Ko smo enotni, smo močni, se veselimo drug drugega. Težave nam postanejo izziv. Na koncu, ko jih premagamo, nam prinesejo veliko veselja. Pavel je doživljal veselje sredi težav. Bil je v zaporu, ali v Rimu, ali v Efesu, ne ve se točno. Toda okoliščine so bile težke, ko je pisal te besede. Zdi se mi potrebno, da pošljem k vam brata Epafrodita, svojega sodelavca in sobojevnega, vašega odposlanca in strežnika v moji potrebi. Zelo se mu je namreč tožil po vas vseh, pa še v skrbeh je bil, ker ste slišali, da je zbolel. Dejansko je zbolel za smrt, toda Bog se ga usmilil, pa ne samo njega, ampak tudi mene, da se ne bi zgrinjala name bolečina na bolečino. Poslal sem ga torej, ker kar najhitreje, da bi ga spet videli in se razveselili in bi bil tudi jaz sam bolj brez bolečine. Pavel opisuje trenutke v svojem življenju, ki so bili povezani z težkimi okoliščinami. Na eni strani bolezen Epafrodita, ki je zbolel na smrt. Na drugi strani Pavel, ki je izgubil svobodo in je v zaporu. Kako težke so bile okoliščine, lahko vidimo v Pavlovih besedah. Da je Bog posredoval, da se ne bi zgrinjala bolečina na bolečino v njegovem življenju. Toda njegova srčnost, Božji duh v njem, sta bila moč, da je lahko premagoval vse težave na poti svojega življenja in imel jasen cilj. Molim pa tole, naj vaša ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznavanju in vsakršnem zaznavanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan, izpolnjeni z sadom pravičnosti po Jezusu Kristusu v slavo in hvalo Božjo. Pavel je molil, da naj ljubezen čedalje napreduje v spoznanju in razlikovanju, kaj je boljše. Napredek v ljubezni prinaša rast, razlikovanje, kaj je boljše za naše življenje. Zdrava ponižnost vodi v zvestobo, iskrenost, čistost v srcu, odnos s Kristusom prinaša slogo, edinost. Kjer pa je sloga, edinost,
je veliko razlogov za veselje. Zato Pavel v zaporu, kljub odvzemu svobode, spodbuja: veselite se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Težki trenutki nas premaknejo iz našega udobja in omogočijo premik naprej v življenju. Ko to razumemo, lahko na koncu vidimo veliko razlogov za veselje. Kaj nam je prinesel COVID? Sredi težkih okoliščin se je zgodilo veliko čudovitih zgodb. Mnogi so povedali, da ko se je vse zaustavilo, so naenkrat imeli več časa za sebe, za družino. Na življenje so nekateri začeli gledati popolnoma drugače. Nič ni samoumevno. Življenje je nekaj dragocenega, zato ga čuvajmo in modro izkoristimo. Zaradi karantene se je rodila zaljubljenost preko Facebooka, ki je prinesla ljubezen in na koncu poroko. V času težke oblike covida sem se spravil z Bogom in odšel pripravljen na srečanje z njim. Veliko čudovitih zgodb, ki so se zgodile sredi težkih okoliščin v času covida. Verujem, da je bil in je še vedno to čas, ko je za mnoge priložnost za nov začetek. Ne bodimo slepi in ne gledajmo vse črno, tragedijo in samo stokajmo in se pritožujmo. Verujem, da Bog kliče svoje ljudstvo, da se postavi za edinost, slogo, mir, ki bo na koncu sad velikega veselja mnogim ljudem. Bog ima za nas načrt. Ne pozabimo. Prepričan sem, da bo On, ki je začel vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa. Bog nas kliče, da smo luč, da smo sol. Vse delajte brez godrnanja in preračunljivosti, da boste neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu kakor zvezde. Godrnanje, nezadovoljstvo sta izraz nevere, ki človeku prepričujeta, da bi delal to, kar je Božji načrt. Sloga, edinost, mir, radost so ključni za leto 2022. Vsi, ki smo sprejeli Jezusa za svojega rešenika, rastimo, delamo na tem v Božji moči, bodimo luč, sol, žarimo kakor zvezde, ki vodijo v edinost, mir, radost. Če pa še Jezus ni tvoj osebni odrešenik, izkoristi ta čas covida, ko si moče postavljaš globja vprašanja, zakaj se nam to dogaja, kaj je smisel vsega. Verujem, Bog te kliče, da se zaustaviš in svoje srce odpreš njemu. In tudi v teh težkih časih covida doživiš mir, spravo, radost v svojem življenju. Lahko moliš prav zdaj: Jezus, sprejemam te za svojega zveličarja in odrešenika. Odpusti mi moje grehe. Izpelji me tudi skozi to situacijo covida. Bodi moj zveličar in odrešenik. Vodi moje življenje. Amen.
če je to iskrena molitev. Bog odgovarja, deluje in spreminja naša življenja. In mnogo je storil tudi v tem letu 2021, ki se izteka. Zahvalimo se Bogu za leto 2021. Kljub težkemu času se je rodilo mnogo čudovitih zgodb. Naj bo slava in čast našemu Bogu. Amen.